Izbira najpomembnejšega kosa šolske opreme nikakor ni naključje. Matej, Zala in Lejre dobro vedo, zakaj so izbrali določeno šolsko torbo, ki jo vsak nosi na svoj način. Matej obiskuje 7. razred in torbo nosi na hrbtu. Jaz ruzak na 2 ramenih nosim zaradi tega, da me mišice manj bolijo, ker je teža lepše razporejena na nove 2 rame. Tudi Zala je letos sedmošolka, svojo torbo nosi na eni rami. Jaz nosim torbo tako, ker se mi zdi moderno in me ne boli hrbet. Šestošolka Lejre pa bo šolske potrebščine letos raje vozila na koleščkih. Torbo vlečem zaradi tega, ker se mi zdi veliko bolj praktično in me ne boli hrbet. Kateri način nošenja torbice je najbolj primeren za hrbtenico? Ker se ne morejo dogovoriti, nasvet poiščejo pri zdravnici Hočevarjevi. Ta najprej opazi Zalo, ki torbo nosi prek ene rame. Ni prav fajn, veš, za tvojo hrbtenico, ker potlej si zvita in te bolj tišči, čez eno ramico in v prisilno držo te sili lahko povzroča, da boš imela malo zvito hrbtenico. Zdravnica opazi tudi, da Zala torbo nosi prenizko. Spodnji rob torbice naj ne bi bil bolj nizko kot 10 cm od tvojega pasu. Lej, če imaš ti pas takole, bi pol torbica mogla do takole nekako mečken rokco dvigni, recimo do takole nekako prideti. Pri Mateju opazi, da ima zelo težko šolsko torbo, saj tehta več kot 10% njegove teže. Vse tole, kar imaš v teh žepkih enakomerno, bi bilo fajn, da razporediš. Najtežje stvari si zložiš v ta prvi predal, ki je najbližje hrbtenici. Ker so torbe težke, priporoča torbo na koleščkih. Zdaj, seveda, če to vsak dan vlečeš za sabo in si tako zelo zvita, je lahko to tudi prisilna drža, Tako da se trudi, da se boš lepo po koncu enakomerno držala in torbico čim bolj sproščeno vlekla za sabo, Najbolje pa je torej nositi torbico na obeh ramenih s podloženimi in širokimi naramnicami. Tudi Zala, Lejre in Matej se odločijo za ta način in se odpravijo nazaj v šolo.